Je živ. Takole, majčkeno popravim, mislim, da bo v redu. Se vidimo, vse. 2 tedna zdajle sta bila kar pestra, no. Ni šlo vse po načrtih, ampak kaj čmo, tako je v življenju, ne? Včasih se moraš majčkeno prilagajati in pol gre vse skupaj naprej. Bom vse povedal, kaj se je zgodilo, kako se je zgodilo, ampak zunaj na kolesu, ker drugače bom čisto predolgo tukaj sedel pa snemal tale uvod. Zunaj je pa res sonce, toplo je, tako da gremo čim prej ven. Bi pa mogoče povedal še to, da je pred vrati začetek sezone dirk in spodob se, da majčkeno več povem o kolesu, ki ga bom letos uporabljal za, se pravi, na cestnih dirkah pa na cesti. Se pravi, ta glavna tema posnetka je moje kolo za letošnjo sezono. To je to, spijem tale kofe, pa se vidimo zunaj. Takole, danes imam kar ruzak s sabo, imam še dron, tako da ja, za tak res hud kolo se splača majčkeno potrpeti, pa malo več stvari s sabo prinesti, pa tudi hude posnetke narediti, ne. Saj ne grem daleč, danes je čisto prevroče, pa tudi, nikoli nam ni prav, pa tudi včeraj smo imeli eno tako majčkeno daljšo furo, tako da danes je na easy, grem res v bistvu samo tele kadre posneti z dronom. Sam majčkeno avto gre. Evo ga. Je pa res lep dan. Verjetno vas zanima, kaj se je dogajalo, ne? Glede na to, da sem prej tako začel. Saj ni bilo nič hudega, ampak 2 tedna nazaj sem bil v trgovini, zlagal sem stvari iz vozička, tako kot ponavadi, vse v redu. In pol na polovici sem bil, me je pa vmes, samo ko sem se stegnil, se pravi, v voziček, me je pa v hrbtu nekaj zbodel, kot da mi je en nož zabil. In je res bolelo kot pri norcih. Sicer vse mi je ratalo zložiti do konca, po moje zato, ker sem bil ogret, ampak ko sem pa prišel domov, ja, 2 dni nisem mogel hoditi. Ko sem stal na nogah, sem se tresel od bolečin. Ampak ja, okej, 10 dni trajalo, dobil sem protibolečinske tablete, pa lučko, tisto infrardečo sem uporabljal. Tako da zdaj to popustilo, vse je v redu, gremo naprej. Je pa edino to, no, škoda, vse skupaj se je zgodilo glih pred enim eventom, na katerega sem mislil iti, se pravi 12 ur v Trebnjah. Ja, lej, nimaš kaj. To sem prej mislil s tem, ko moraš pač kakšen plan majčkeno prilagoditi pa spremeniti. Bo še dosti eventov letos, tako da grem pa na tiste. Tale kar hud klanc, saj se me verjetno sliši, kako diham že. Okej, gremo posneti tile kadre z dronom. Z dronom sem par posnetkov naredil,
Mislim, da je kar dobro izpadlo, ni pa toliko malo dela, no. Sem bil kar nekaj časa tukaj in kar traja, da vse to naštudiraš, kje boš snemal, kako boš posnel. Tako da upam, da je kaj dobrega ratalo. Zdaj pa poiščem eno novo lokacijo, pa povem še malo več o kolesu. Gremo. Tukaj bo po moje kar super. Ok, jasen mi je, da imajo vsake oči svojega malarja, ampak ej to no. Ej ta kolo. A ni hud. Vse mi je všeč, od oblike, barve, občutka na kolesu, ni da ni res, vse je perfektno. Všeč mi je to, da je v bistvu že kar taka bolj aero oblika. Aero oblike so mi bile zmeraj všeč, ampak nekako sem mislil, da bo to pa ovira pri klancih, ampak tlele pri tem kolesu perfekten je. Je pa tole Seka Excite RDC. Pri Seki je tako, da imaš dve opcije, dva modela sta, se pravi Excite pa Spir. Spir je tisti novejši, jaz ga še nisem vozil, tako da od tega ne morem prav kaj dosti povedati. Lahko pa povem od tega modela, od Excite. Pa še to, vsak, se pravi Excite in Spir imata pa še opcijo RDC, to je pa Race Day Combatant. Kar pa pomeni, da je majčkeno lažji okvir, da je bolj za dirke namenjen. Vsaj to je nekako tista največja razlika. Drugače pa kaj o kolesu lahko povem? Povem lahko to, da imam opremo Ultegro D2. Prvič imam elektronske prestave, prej jih nisem niti hotel probavati, zato ker dokler ne veš, česar nimaš, tisti ne boli. Parkrat so mi kolegi rekli, da probi pač te D2 na mojem kolesu, ampak res nikoli nisem hotel, ker vem, da bi to bilo tisti. Probal bi, pa šel pa spet nazaj na mehanske in bi se slab počutil. Tukaj imam zdaj vse elektronsko, tako da vsa oprema je Ultegra D2, pol imamo pedala, sem samo iz gusta dal na to kolo, so še kar Asioma Uno z merilnikom moči. Vsi kabli so integrirani, pa največji poudarek bi lahko rekel, tudi glede na to, da je aero kolo z diski, koliko mislite, da je teža? Vse skupaj s sedežem, pa ka ni prav lahek sedež, pa pedali je 7,6 kg, kar je skoraj nič, mislim res malo. Sedež imam od Prologota, meni je všeč, tako kot sem rekel, ni najlažji, tako da če bi kdo hotel še kaj prišparati pri teži, bi se dal s tem, da zamenja pedala pa sedež. Obročniki so od Miš, 5 cm globoki, perfektni, po ravnini leti, ko pa pride kakšen bočen veter, ga pa v bistvu tudi ni prav kaj dosti čutiti. Vsaj zaenkrat me še ni nič dosti kaj premetavalo. To je to, kaj še lahko povem. Zdaj sem naredil 1200 km, majčkeno več s tem kolesom, pa moram reči, da sem res nenormalno zadovoljen. V vseh primerih prekaša tistega gustota, ki sem ga prej imel. A se sploh splača, oziroma a je sploh fair, da se to primerja? Mislim, da ne, ker že cena pove, ta kolo je majčkeno dražji kot tisti, pa tudi oprema je veliko boljša na njem, ampak če bi gledal samo okvir, pa če damo opremo pa ceno na kraj, je ta kolo veliko bolj trd, pa veliko bolj odziven, se pravi, ko pritisneš, res gre. Mi pa všeč tudi to, da na daljših furah pa te pa ne boli nič. V bistvu, to je verjetno tudi zaradi bikefita, ki sem ga naredil. Včeraj smo naredili 100 km, pa 2000 višincev.
pa je res bilo vse perfektno, kljub mojim prejšnjim problemom s hrbtom. Tako da ja, kolo je res perfekten, tukaj sploh ni debate. Če vam je všeč, si majčkeno pogledajte, obe opcije imajo v A2U-ju, pa imajo tudi ogromno enih barvnih kombinacij, tako da za vsakega se kaj najde. Jaz, ko me je vprašal, kakšno barvo kolesa bi, sem takoj izstrelil belo, tale mi je res, tole je sanjski kolo. Tako da upam, da bo letos vse ostale stvari, da bojo šle po planu, pa da se bom lepo udeležil vseh dirk, ki jih še mislim odpeljati. Kar se pa tiče dirk, zdajle maj, ki prihaja, bo kar intenziven, bi lahko rekel, no. Najprej 11.5. bom v Voklem vozil, se pravi tisto krožno dirko, ki sem jo tudi lanskrat, letos bo štela tudi za državnega. Jaz sicer letos nimam licence, tako da mi to ne pomeni kaj dosti, ampak mi je bila všeč dirka lanskrat, krožna, veliko šprintov, gužvanja in mislim, da bo fajn, zato tudi grem. Pol takoj za to dirko, en teden kasneje, je pa se pravi 16., 17. pa 18. petek, sobota, nedelja, imam prvo etapno dirko, ki jo bom vozil, Human Fish Gravel. To bo zanimiv, 3 dnevi non-stop, vsak dan, se pravi dirke, po pesku, po makadamu in mislim, da bo zahtevna. Zdaj, kakor se sliši, mogoče 3 dni malo, ko si enkrat na pesku, to se drugače premika čas, vse skupaj gre bolj počasi. Čmrl mi tukaj leta. V glavnem, ja, na pesku gre vse skupaj bolj počasi in je zahteven, ampak rad sprejmem dober izziv, tako da grem in se že veselim. To je pa to, kar bom v maju odpeljal, se pravi 4 dni dirkanja me čakajo. Ostalo bom pa pol še sproti povedal, imam že plan narejen za cel let, tako da bo zanimiv, brez skrbi. Upam, da se na kakšni dirki vidimo. Povejte, napišite v komentar, kam vi planirate iti. Pa malo napišite, kaj mislite o temle kolesu. Meni je res nor. To je to. Tako kot ponavadi, če ti je bil video všeč, se naroči na kanal, všečkaj, pomaga to, da pošle naprej algoritem YouTube, pa da več ljudi vidi posnetek. Hvala ti, to je to. Se vidimo, ne? Ajde, živ.